Kadar je gluha oseba udeležena v nesreči, je pomembno, da na številko 112 pošlje SMS in obvesti reševalno službo o kraju nesreče, številu udeleženih v nesreči in o tem, kako so poškodovani. Ko reševalci pridejo na pomoč, jih čaka nov izziv. Kako komunicirati, če so udeleženci v nesreči gluhi? S tem so se spoprijeli gasilci Gasilske brigade Ljubljana in pripravili gasilsko vajo reševanja gluhe osebe. Ker na koncu nega samega pacienta ni sam, da ga mi rešimo, ampak pač, da tudi mu zagotovimo malo, da se ga razume, da človek ve, kaj se počne z njim, da ni to samo premetavanje z leve in desne strani, a ne. Ugotovili so, da potrebujejo neko znamenje, ki bo gasilcem dalo vedeti, da gre za gluho osebo. Saj so sicer v stiski tudi gasilci, ki ne vedo, zakaj se oseba ne odziva, in ponesrečenec, ki jih ne razume. Ja, v bistvu pač sem opazila že od začetka, da v bistvu so se hoteli, pogovarjali se z mano, kot da pač v redu slišim pa vseeno, ampak ker so potem so s časoma videli, da v bistvu jih ne razumem, so večkrat ponovili, a jih čujem, kaj me boli pa vseeno, ampak potem je nekako prišel do zaključka, da v bistvu jaz ne slišim, a ne, in pač jaz sem pol potrdila, pač se mi je pol še postavil lepo pred obraz, da sem ga brala iz ustnic in pač na podlagi tega smo pol prišli do zaključka, da pač ne slišim in da bo treba malo drugačen pristop, da bomo sploh imeli lahko kakšno komunikacijo reševalcev oziroma gasilcev pa poškodovancev. Ja, jaz imam srečo, da, bom rekla, mi jezik kar dobro teče in se probam v neko vlogo dobro vživeti. Znašla sem se na ta način, da sem precej uporabljala svoje roke in pa seveda malo bolj nazorno probala uporabljati obrazno mimiko. Kako bi se znašla v praksi? Uporabili bi tudi kakšen kos papirja, mogoče našega triažnega kartona in na podlagi tega zapisali kakšno stvar, jo poškodovancu pokazali in probali na ta način tudi z njim navezati nek stik. Mogoče tudi enega od gasilcev, če bi bila ekipa dovolj številčna, postaviti v vidno polje poškodovane osebe in s tem navezati kontakt očesni in mu probati kakšno stvar z rokami tudi pokazati. Fajn je, da je postavljen pred mene, da pač znam brati iz ustnic. V primeru, če ne bi znala brati iz ustnic, je fajn, recimo, da pač se pišejo, ali pa tudi recimo ta naravna mimika, že recimo prej ena gasilka zelo lepo pokazala, odprite usta, je pač nakazala z obrazom, ne odprem usta, pa še s prsti je pokazala. Pomembno je, da se s tovrstnimi akcijami ozavešča vse ljudi, tako gluhe in naglušne kot reševalce. Kadarkoli ljudje z izgubo sluha potrebujejo nujno pomoč reševalcev, policije, gasilcev, gorskih ali jamskih reševalcev ali drugih reševalnih enot, lahko napišejo SMS sporočilo na 112 in navedejo, kaj in kje se je nesreča zgodila ter katero vrsto pomoči potrebujejo.